Dekle obljubljeno soncu je zbirka pravljic z območja nekdanje Jugoslavije. Ljudske zgodbe, ki dekletom pripišejo aktivno in pogumno držo, je zbrala priljubljena pripovedovalka Špela Frlic. Preučila pa jih je Vita. Ni bilo televizije, ni bilo telefona, ni bilo računalnikov. Ljudje so si pripovedovali pravljice. Naši predniki, točno te v tej knjigi. In to niso bile navadne pravljice, to so bile čudežne pravljice. Vse so po svoje čudežne, ampak če se v njih zgodi res nekaj neverjetnih dogodkov, kot recimo, da se sonce odloči k sebi v nebo vzeti dekle, ker se vanjo zaljubi, ali pa da se dekle spremeni v volkuljo, drevo ali celo fanta, potem so to super čudežne pravljice. Točno tako spremljamo čas, ko punčka postane dekle in nato ženska. Ampak ta pot je vse prej kot lahka. Na njej so ovire in preizkušnje, pa tudi nezanesljivi očetje, ki jo pogosto kar prodajo. Avtor pravzaprav nihče, prenašale so se z ustnim izročilom. Zbirko pa je združila pripovedovalka Špela Frlic. Pravljice je iskala po celi bivši Jugoslaviji. Špela, zakaj si izbrala ravno zgodbe z junakinjami? Ko sem na začetku svoje pripovedovalske poti gradila svoj repertoar, torej izbor ljudskih pravljic, ki bi rada pripovedovala, sem se še posebej ozirala za takimi, v katerih bi v glavnih vlogah nastopale ženske in dekleta. In jih je v resnici manj kot tistih, v katerih imajo glavno besedo junaki, kar pa ne pomeni, da ne obstajajo. In potem me je vedno bolj zanimal folklorni material, ki je bil zapisan, zabeležen v tem našem širšem geografskem prostoru. In tako sem se pred 5 leti zakopala v arhive folklornih pripovedi južnoslovanskih narodov. Našla sem 29 zelo lepih, tudi tragičnih, in jih potem povezala v zbirko Dekle obljubljeno soncu. Hvala, Špela, pa še veliko pravljičnih dogodivščin. Ja, taka je ta zgodba. Čisto možno, da je resnična. Kdo bi si mogel kaj takega izmisliti? Hvala, Vita. Poglejmo, ali ste bili pozorni. Kaj lahko sklepamo o namenu Špele Frlic pri izbiri pravljic? A. Zanimale so jo neznane še neobjavljene pravljice. B. Izbirala je pravljice, kjer ženski liki dočakajo srečen konec. C. Izbor je vključeval le najbolj priljubljene pravljice iz Jugoslavije. Ali D. Rdeča nit vseh izbranih pravljic je osvetlitev ženskih glasov in zgodb. Hitro smo odgovorili, 2x D. Ja, namen zbiranja pravljic Špele Frlic ni bilo zgolj arhiviranje neznanih zgodb, izbor priljubljenih jugoslovanskih pravljic ali pravljic s srečnim koncem. Ne. Njen namen je bil ustvariti prostor za zgodbe o dekletih, ki so v folklori pogosto potisnjene v ozadje. Pravilen je res, odgovor D. Po 5 točk za obe ekipi!